kakšni so razlogi za sprejem zakona, o tem, da pač ima Slovenija cilje za doseganje deleža OVE v končni porabi, ne bom niti govorila, to že vsi veste. Ti cilji so praktično se kar naprej se višajo. Cilj do leta 2020 je bil 25%, s sprejemom NEPN-a smo ta cilj do leta 2023 nekako postavili, ocenili kot realen za 27%, s čimer sicer komisija ni bila najbolj zadovoljna, ampak tako je. Zdaj pa s to prenovo energetske zakonodaje, ki prihaja v sklopu paketa Fit for 55, pa se dejansko ocenjuje, da bi lahko bil primeren cilj za Slovenijo do leta 2030 40 do 45%, kar je v bistvu neka enormna številka. To je skoraj dvakrat višje od cilja za leto 2020, ki ni bil dosežen, zato sem ga že to pobarvala z rdečo. Zato smo morali plačati približno to nedoseganje cilja, nas je stalo nekako samo takrat 5 milijonov evrov, ko smo morali dokupiti statistični prenos v Čehov, ampak se bojim, da bojo z leti, če ne bomo na OVE nekaj zelo resnega naredili, da bojo te nedoseganje ciljev Slovenijo lahko stalo na desetine milijonov evrov letno.